V geografskem središču Goriških Brd stoji nekdanji trdnjavski stolp, ki je zrastel iz prvotnega protiturškega tabora in je danes zvonik cerkve svetega Martina. Po svetniku je tudi vas dobila svoje ime. Šmartno je obdano z vinogradi, oljčniki in nasadi sadnega drevja. Na dan, ko po ljudskem prepričanju sveti Martin iz mošta dela vin, bo preko ducat briških vinarjev ponudilo vino na pokušino. V 400 in več let stari kleti Briške hiše, ki je le ena od postojank Martinove poti, se vinar Dejan Peršolja že pripravlja na obiskovalce željne dobre kapljice. Kot se za Martin spodobi, bomo imeli pa tudi kakšno majolko mladega, da bomo pravzaprav skupaj s prijatelji ugotavljali, kakšen letnik je to bil. Mislim, da rdeča vina bojo zelo visoke kvalitete, posebno dobro obarvana. Za bela vina mislim, da bo nivo kvalitete nekoliko nižji od rdečih, ampak še zmeraj v redu. Obiskovalci morajo obvezno imeti zelo zgoden zajtrk, potem na poti do Šmartnega nič jesti in potem se bodo tukaj naužili jesenskih in briških dobrot, prave kulinarike, ki je bila nekoč na mizi za Martinovo. In te so se od nekdaj šibile od jesenskih dobrot. Briška kulinarična posebnost so piturali, hruške, ki so skoraj neužitne, ko so sveže, brike pa so jih od nekdaj znale pripraviti v poseben posladek. To so ponavadi skuhali na vodi, potem vroče dali namočiti v vino, v belo vino, tako da so se navzeli vina in so bile te hruške posebno za moške zelo prijetne, zelo dobre. So pa tudi kuhali olupljen kostanj, ki so mu dodali malo soli, lovor, kimelj, janež in tak kostanj je bil lažje prebavljen. Posebno starejši so radi jedli tak kostanj. Iz kostanja so brike pripravljali tudi štruklje iz črnega grozdja, ki so ga prihranile in ni šlo v vino, pa takšen zavitek iz kvašenega testa. Kulinarične skrivnosti pa hrani tudi gospa Elvira, domačinka, ki se dobro spominja preprostega življenja v prejšnjem stoletju, pa tudi prvega avtobusa, ki je pripeljal v Šmartno. Zadnja ženska, ki je bila tukaj stara, je bila Anca Golobčeva, ampak že prej so živeli tukaj Golobčeve družine. To bi se reklo lahko 5-6 rodov. Na Martinovo pa Elvira ne bo vodila obiskovalce po hiši, temveč bo prijela za kuhalnico. Seveda bomo kuhali polento in polento bomo kuhali v enem kotlu, ki je čez 100 let stari. Če se zgodi, da po obilici dobrega popotnik potrebuje sprehod, je prva izletniška točka razgledni stolp na Gonjačah. Od tam pa se lahko odpravi vse do kraja, kamor seže oko. V Brdih je namreč še 8 pohodnih poti, poimenovanih po češnjevih cvetovih.